Čas je za zanimivosti. Fanti iz skupine Take That, ki nizajo hit za hitom, so se podali še v filmsko glasbo. To so pripravili za znanstveno-fantastično akcijo X-Men First Class. R.L. Stine, priljubljeni pisec grozljivih zgodbic, se podaja v temne dvorane kinematografov. Dwayne Johnson se od hitrih in drznih poslavlja ter se podaja v glasbene vode. Ja, prav ste slišali. Za konec pa nas pričakuje še ledena doba. V začetku prihajajočega meseca se v temne dvorane vračajo mutanti, znani pod imenom Možje X. Temu primerno je na vrhuncu tudi promoviranje filma. Dobili smo že zajeten kupček navdihujočih napovednikov in tudi nekaj manj navdihujočih plakatov, a vse skupaj je vseeno kazalo, da bo stvar dostojno, mogoče celo dobro izpeljana. Preteklih pa zato, ker je na dan pricurljala novica, da bo za glasbeno podlago v filmu poskrbel boyband Take That. Da ne bo pomote, nič nimamo proti tako imenovanim pop kraljem 90-ih, a glede na čas dogajanja zgodbe, 60. prejšnjega stoletja, smo mogoče upali na izvajalce, kot so The Rolling Stones, Bob Dylan, The Who, Led Zeppelin in Jimi Hendrix. Predstavljajte si druščino hipijev, ki poseda in uživa ob poslušanju skupine Take That. No, se nam je zdelo, nekako ne gre. The Rock, se opravičujemo, Dwayne Johnson, se podaja v glasbene vode. Neradi pokvarimo vse splošno navdušenje in veselje, a to na žalost ne pomeni, da zapušča tudi filmske. Ne, možankar, ki se je s filmom Zobna vila lani znašel na prvem mestu naše lestvice najslabših filmov leta, bo sledil veliko bolj talentiranima igralskima kolegoma Jeffu Bridgesu in Gwyneth Paltrow ter v svojem najnovejšem projektu zaigral country pevca. Svoj obraz bo posodil Charlieju Prideu, katerega ime vam mogoče res ne pove veliko, a film o svojem življenju si Pride vsekakor zasluži, saj gre za temnopoltega country pevca, ki je ustvarjal v času, ko temnopoltim resnično ni bilo lahko. Če je Dwayne tista prava izbira za njegovo podobitev, pa presodite sami. Ko izgovorimo ime R.L. Stine, se po vsej verjetnosti vsujejo opazke, kot je književni multipraktik in podobno, ampak razčistimo nekaj. Ne glede na kvaliteto in pomen njegovih knjig se je treba, preden jih pametno popljuvamo, zavedati dejstva, da je z le-temi k branju privabil marsikaterega mladega dečka in to je v času poplav računalniških igric svoje vrsten dosežek. Omenjen pisec grozljivih zgodbic je trenutno v iskanju scenarista, ki bi njegovo najnovejšo knjigo It's the First Day of School Forever obudil tudi na velikih platnih. No, mi verjamemo, da ga bo hitro našel in se pravzaprav tudi že veselimo novega, zabavnega in hkrati grozljivega mladinskega filma. Za konec pa še v ledeno dobo. Ni skrivnost, da se pripravlja že kar 4. del te sila uspešne animirane franšize, ki bo nosil naslov Ice Age Continental Drift. Je pa precej sveže, da je k sodelovanju pristal Jeremy Renner. Vsi filmski ljubitelji, ki zdaj pospešeno tuhtate, kje ste nedolgo nazaj slišali to ime, naj vam pomagamo. 40-letni ameriški igralec, ki je navduševal v vojni drami Bombna misija, je pred kratkim prevzel štafetno palico Matta Damona in postal nov glavni junak nič kaj manj uspešne filmske franšize Burn. Ob starih znancih, Rayu Romanu, Dennisu Learyju, Johnu Leguizamu, Queen Latifah in Seanu Williamu Scottu, pa bomo ob Rennerju kot nov lik lahko slišali tudi Jennifer Lopez. Podobno kot pri Shreku so tudi pri ledeni dobi nadaljevanja izdelal del slabša, zato je samo vprašanje časa, kdaj se bo zaradi trdega pristanka na tla molzenje franšize dokončno tudi končalo.